Dr. Tamara Leskovar je študirala arheologijo na oddelku za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlila v zasebnem arheološkem podjetju, nato nadaljevala z doktorskim študijem, ki ga je končala na Univerzi Bradford in se potem še kot mlada raziskovalka izpopolnjevala v Združenih državah. Specializirala se za človeško osteologijo in paleopatologijo. Bernarda Župane, ki bo predstavljala to predstavitev, je arheologinja in muzejska svetnica, kustosinja za antiko, zaposlena v Mestnem muzeju v Ljubljani. Ja, hvala za tole predstavitev. Torej v najinem prispevku sva si zamislili, da pogledava, kako je z zdravjem in predvsem smrtnostjo otrok na primeru rimskega mesta Emone. Predvsem naju je zanimala diskrepanca med ocenjeno visoko smrtnostjo otrok v rimskem času in relativno majhnem deležu otroških grobov, ki jih najdemo v Emoni, torej kot pravi naslov, kje so emonski otroci. Kratko kazalo po temle predavanju, najprej nekaj na kratko res besed o Emoni, o kateri smo zdaj v teh 2 dneh že kar dosti slišali, o grobiščih, kako je z otroškimi pokopi v le-teh in pa seveda najina izhodišča, potem nekaj o demografiji, to je sicer zelo obsežna, kompleksna, specialistična tema, tako da res samo par besed, potem nekaj predstavitev najdišč in na koncu skušava odgovoriti na tole začetno vprašanje. Kolonija Julija Emona, nastala v začetku 1. stoletja, živela vsaj do sredine 5. stoletja, precej majhna v obsegu, tam 433-522 metrov. Ocenjeno število prebivalstva je bilo pred 10 leti so bile te ocene višje, zdaj je v veljavi tale napisana ocena in se bolj nagiba k tej nižji številki. Seveda v kolonijo Emono naselijo koloniste, okoli 30 družin, ki sabo prinesejo svoj način življenja in razmišljanja, rimski odnos do majhnih in večjih otrok, kot se ga trudimo spoznavati, in prav tako svoj način pokopavanja. Kot je bilo v tem času v navadi, emonska grobišča zrasejo ob glavnih vpadnicah v oziroma iz mesta. Doslej je bilo na teh odkritih že skoraj 4000 grobov, kar je velika številka, dober velik vzorec, vendar je kvaliteta podatkov zelo različna, ker so bili pridobivani z različnimi metodami v bistvu od 17. stoletja naprej, kamor sodijo prvi podatki o severnem grobišču. Zdaj, 4000 je veliko število odkritih grobov za neko rimsko grobišče, vendar pa če vzamemo, da se generacija zamenja na 25 let, kot je neka splošna ocena, imamo tam nekje 18 generacij in pri 3000 prebivalcih bi morali imeti tam 54 000 grobov. To je ena taka čez prst strašno groba ocena za neko zaprto populacijo, brez imigracij, s konstantno stopnjo rasta in smrti, kar Emona ni bila, če drugega ne je bila pač mesto in v rimskih mestih je bila visoka stopnja imigracije. Ampak, ne vem, čistko čez prst poznamo 1/9 vsega. Zelo nasplošno o načinu pokopa v 1. in 2. stoletju je uveljavljeno kremiranje, sežiganje umrlega. Tule imamo en primer, se tale zmiško vidi? Se ne. Tule imamo primer žganega groba, tako imenovan grob zdravnice Slovenske, je bil kar slaven, ko je bil odkrit. Potem najkasneje v 2. stoletju imamo že zgodnje inhumacije, pa potem kasneje skeletni pokop prevlada pod grobom zdravnice. Imate ta slavni začetni grob z Gosposvetske ceste, ki je bil tudi že dostikrat pokazan. Ta delitev načeloma velja tudi za otroške grobove. Tule kaževa 2 primera otroških grobov z najdišča Kozolec, ki sedita temu pravilu. Zgoraj otroška kremacija, žganino raztreseno po grobni jami iz 2. stoletja, spodaj pa skeletni pokop nedonošenčka v amfori iz 4. oziroma prve polovice 5. stoletja. Dojenčki, zelo majhni, so tudi na drugih emonskih najdiščih pokopavani skeletno. Tudi v zgodnjerimskem obdobju, sodeč po Pliniju starejšem, naj bi kremirali otroke po izrastu zob, se pravi okoli 6. meseca starosti.
Vendar naprej bomo videli, da je tako tudi na najdišču Kongresni trg, vendar to vseeno ni pravilo, na rimskih najdiščih so izjeme. Zdaj, če se z načina pokopa v Emoni premaknemo k našemu osnovnemu izhodišču, namreč da tudi za Emono pričakujemo podobno otroško smrtnost, kot velja za rimski svet na splošno, torej 20 do 40% v prvem letu življenja in potem naj bi do 10. leta, do 10. rojstnega dne umrl vsak drugi živorojeni otrok. Torej, pričakovana življenjska doba ob rojstvu je nizka, po končanem otroštvu se zviša, se pravi, imamo skupnost, za katero je značilno tudi veliko mladih, malo starih, visoka smrtnost otrok. Zdaj, ocene, koliko otrok se dejansko rodi, so različne, odvisne so od statusa, področja imperija, zdravstvenega stanja in od podobnih dejavnikov, tudi seveda tudi poklica, epidemij in podobnega, je odvisna smrtnost. Domnevno je situacija v gosto naseljenih mestih, kot je Emona, še drugačna, ker je smrtnost večja in se bolezni hitreje širijo. Skratka, imamo zelo drugačen demografski režim, kot je današnji, se pravi, teoretično rimski. Današnji otroci do 15. leta so sestavljali približno 1/3 rimske populacije, danes v zahodnih družbah jo 1/5. Zdaj, pri raziskovanju pokopov emonskih otrok se najprej soočamo z izzivi pri zajemu podatkov. Tule imamo naštete nekatere dejavnike, ki vplivajo na kvaliteto podatkov. Predvsem so otroške kosti manjše in bolj krhke, so manj goste kot kosti odraslih in na njihovo ohranjanje okoljski dejavniki praviloma vplivajo močneje kot na kosti odraslih. Zaradi majhnosti in fragmentarnosti je zelo pomembna tudi uporaba ustrezne izkopovalne metodologije, tako v terenski kot v poterenski fazi. In kar velja za nekatera starejša izkopavanja, prepoznavanje, da gre za otroške kosti in potem ustrezna metoda pobiranja. Brez antropoloških raziskav težko rečemo, da je nek pokop otroški, ker ni tipičnih podatkov. Zdaj smo prej videli sicer dve predavanji o Krepundija, ampak seveda se te ne pojavljajo vedno v vseh otroških grobovih in kot sta kolega povedala, tudi niso vedno samo v otroških grobovih. Prav tako nam pri iskanju otrok ne pomaga neko pravilo, da so otroški grobovi v nekem časovnem obdobju kremacije, ker tu tudi je dosti izjem. Mogoče tudi kot še eno opozorilo, kar se starostnih obdobij tiče, se kategorije, ki jih uporablja fizična antropologija, seveda ne pokrivajo s socialnimi, o katerih je recimo govorila Kaja, ki jih poznamo iz virov, tako da je potrebno nekaj pazljivosti pri interpretaciji. Poleg tega na razdelitev starostne skupine vpliva ohranjenost posmrtnih ostankov, ali gre za otroka ali za odraslo osebo, namreč če so otroški ostanki dobro ohranjeni, je ocena starosti večinoma lahko veliko bolj natančna, sploh če so ohranjeni zobje, ker se skelet in zobje še razvijajo in je veliko več oprijemljivih točk za oceno starosti, pri odraslih pa se spremlja le še obrabe, ki so odvisne od človekove aktivnosti in drugih dejavnikov. Zdaj pa nekaj primerov iz Emone. Tale prvi je obsežna raziskava iz 80. let na 238 skeletnih pokopih, kar velik vzorec iz severnega grobišča, populacije 3. in 4. stoletja. Kot smo prej rekli, bi pričakovali kategorijo Infans 1 okoli 30%, tu je skupaj z Infans 2 18,2 in avtorica te analize v članku, ki ga je napisala, zaključuje, da je število otroških skeletov nizko in nerealno. Zdaj, tukaj seveda treba povedati, da je bilo to uporabljeno gradivo iz starejših izkopavanj, ki so tekla ob drugačni metodologiji in ob precej hudem časovnem pritisku. Naslednji primer je Emonika oziroma potniški center Ljubljana, izkopavano je bilo to najdišče v letih 2007-2008 s sodobno metodologijo. Na tem odseku severnega grobišča je velika večina, skoraj 80% grobov žganih, le 21 skeletnih in samo za te slednje je bila narejena analiza spola in starosti otroških skeletov je majčkeno 20,9%. Naslednje najdišče je kozolec, prav tako del
severnega grobišča, izkopavan je bil v letih 2011 do 2013 in je eden prvih primerov, kjer so bili starostno določeni tudi kremirani ostanki, pri nas seveda v Sloveniji. Na najdišču je bilo odkritih 16 žgalnih in 45 skeletnih grobov, izmed skeletnih je bilo 24,4% otroških, z morebitno eno izjemo, vsi se odejo v času 3. stoletja naprej. Ja, na fotografiji je grob 23, skeletni pokop 5-letnika. Kar se tiče kremacij žganih grobov na najdišču Kozolec, vse sodijo v čas 1. in 2. stoletja. Tisto, kar nas je presenetilo po narejenih antropoloških analizah, je, da so lahko v posameznem žganem grobu ostanki dveh, tako je bilo v 9 grobovih, ali v enem primeru celo 3 posameznikov. Pogosta je kombinacija odrasel in otrok. Namesto, kot je bilo videti v izkopavanjih, da imamo 16 pokopanih, jih je bilo po antropoloških analizah skupaj 27. To je pomembno novo spoznanje in nekaj, kar velja opazovati naprej pri drugih žganih pokopih, ki bodo analizirani v prihodnosti. Ampak treba je poudariti, da težko rečemo, ali gre res za namenske pokope in res za posameznike. Pri sežiganju umrlih na ostrini, torej prostoru, kjer se je sežigalo mrtve, je lahko po sežigu in odstranitvi kosti enega umrlega nekaj njegovih ostankov ostalo in ko je bil sežgan naslednji, so lahko pogrebci skupaj z njegovo žganino pobrali tudi ostanke prvega sežganega. Posebno težko je v tem soditi pri otroških ostankih, ki so zaradi krhkosti in majhnosti vedno bolj fragmentarni kot ostanki odraslega. Če pa predpostavimo, da je vsak prepoznan otrok v teh 16 grobovih res ena oseba, potem je otrok okoli 40% teh grobov, žganih grobov na najdišču Kozolec, ampak imamo pa tudi zelo, zelo majhen vzorec za neke take zaključke. En tak zelo poseben primer je najdišče Kongresni trg, gre za raziskave ob gradnji garažne hiše. Poleg nekaj zelo zgodnjih grobov odraslih je bilo na območju, kjer so v prazgodovini stale gomile, pod katerimi so bili pokopani pokojni iz starejše železne dobe. In te gomile so bile domnevno v zgodnjem rimskem času še vidne. Pokopanih več kot 20 skeletov prezgodaj rojenih in ali novorojenčkov brez pridatkov, zato jih je težko zanesljivo datirati, domnevno pa so zgodnje rimski po poročilu izkopovalcev. 2 takšna skeleta, en od teh je tudi na fotografiji, pa sta bila odkrita pod okoli 100 metrov oddaljenimi zgodnje rimskimi hišami, kamor se širi mesto v 1. in 2. stoletju, čeprav smo izven obzidja. Zdaj primere otroških ekshumacij pod mestnimi hišami poznamo iz rimske Galie in Italije, na primer. Pokope novorojenčkov poznamo celo iz Šempetra pri Celju, 5 skeletnih pokopov med kremacijami odraslih. Zdaj, težko je reči, ali so dojenčki pokopani na Kongresnem trgu živo ali mrtvo rojeni otroci. Večina pa je bila rojena ob roku, večina je starih toliko, da so bili rojeni ob roku, torej med 37 in 42 tedni nosečnosti. Tukaj je mogoče zanimiv podatek o smrtnosti novorojenčkov v Grčiji leta 1931, sem našla eno študijo, kjer je bila smrtnost 133,8 smrti na 1000 novorojenih in po mnenju avtorjev še višja, ker so imeli slabe podatke iz ruralnih predelov. In avtorja sta ugotovila, da je bilo 2/3 vseh smrti teh naštetih v prvih 4 tednih po rojstvu. Se pravi, neko zelo tvegano obdobje, kar morda tudi odseva v običaju poimenovati otroka šele 8. ali 9. dan v rimskem času. Potem še zadnje izmed izbranih emonskih najdišč Štefanova oziroma Argentinski park, raziskovano 2022. Ja, delež otrok je spet približno enak kot na prejšnjih najdiščih, s tem, da imamo res tako spet majhen vzorec, bistveno premajhen za neko sklepanje. Zdaj, če povzamemo, večina antropološko določenih otroških pokopov v Emoni je skeletnih in jih je glede na ocene smrtnosti premalo. Morda gre iskati vzrok za to v majhnem delu doslej antropološko preučenih ostankov, pa v občutljivosti oziroma slabi ohranjenosti otroških kosti.
Kot smo videli pri najdišču Kongresni trg, je vzrok za nizko število odkritih otroških pokopov mogoče tudi v obstoju nekih specializiranih odsekov grobišča, kjer so otroški pokopi, oziroma je teh več in jih še ne poznamo. In mogoče tule samo upozorim, da meni ni znan noben primer pokopa noseče ženske iz emonskih grobišč, kar je tudi nenavadno glede na razmere in na število doslej odkritih grobov. Z zadnjimi antropološkimi analizami vemo več tudi o zdravstvenem stanju emonskih otrok. Največkrat so opažene patološke spremembe, kot je poroznost kosti, tvorba nove nezrele kosti, razširjena gobasta kostnina, napake v tvorbi sklenine, kar vse je lahko posledica pomanjkanja hranil, bodisi zaradi bolezni ali podhranjenosti. Nekatere spremembe imajo tudi druge dejavnike tveganja, na primer hipoplazija sklenine oziroma napake v tvorbi le-te so lahko tudi posledica težav pri porodu, genetskih predispozicij, prebolevanja otroških bolezni in podobno. Pogosto je opažen tudi karies mlečnih zob. Zgornja fotografija prikazuje hipoplazijo sklenine oziroma te napake v tvorbi le-te, ki je lahko, kot smo rekli, posledica lakote, avitaminoz oziroma nasplošno fiziološkega stresa, okužb itd. itd. Na spodnjih dveh fotografijah pa je vidna poroznost lobanskih kosti zaradi slabe prehrane ali bolezni metabolizma. Druge patološke spremembe ali travme so zelo redko odkrite, seveda pa se na skeletu opazijo le kronična stanja ali poškodbe, ki neposredno pa poškodujejo kost, na primer zlomi, spremembe mehkih tkiv se seveda ne da opaziti. Zaključujemo s spoznanjem, da je v Emoni število otroških grobov glede na ocene smrtnosti za ta čas nizko. Povedati je treba, da je nizko tudi drugje po nekdanjem rimskem svetu, običajno jih ni veliko, le nekatera grobišča redka dosegajo ta pričakovani ocenjeni odstotek. Hkrati seveda, kot sva rekli že v začetku, nam ne manjkajo samo otroški emonski grobovi, ampak emonski grobovi nasploh. Čeprav se zdi, da jih je bilo odkrito zelo veliko, jih je ob najnižji oceni nekako za 2 generaciji. Tako da seveda ob bok vprašanju, kje so otroci, kje so preostali pokopi, kje so pokopi drugih odraslih tega mesta. Seveda je jasno, da je eden od dejavnikov dejstvo, da vsi emonski grobovi še niso bili odkriti, oziroma da emonska grobišča še niso bila v celoti raziskana. Poleg tega jih je bilo gotovo lepo število uničeno zaradi kasnejših gradenj, propada ostankov, pomanjkljivih podatkov in podobno. Možno je tudi, da so nekateri umrli odrasli in otroci pokopani na drugih lokacijah ali na način, ki jih z arheološkimi raziskavami še ne zaznamo. Kar sva želeli pa pokazati je, da je bil doslej en del skrit tudi mogoče v žganih grobovih, ki se jih pri nas v zadnjem času šele antropološko raziskuje in da zdaj imamo mogoče en delček odgovora, čeprav se zdi, da imamo kvečjemu neka nova vprašanja. Hvala.